Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o razliki med javnim in zasebnim zdravstvom tašni, kot jo čutimo pacienti in tašni, ki jo tudi vidijo zdravniki. Govorila bom namreč kar z dvema kirurgoma, ampak še predtem pa naša gledalka bi zaupala svojo nedavno izkušnjo. Kaj se je zgodilo pravzaprav? Jaz sem bila januarja na dohteri in sem dobila napotnico za 28. maja. Ok, 28. maja. Prišla pol tja na ta datum, so mi povedali, sem čakala, pa nič me niso klicali. In potem so povedali, da 28. maja drugo leto, 2020. Ja, tak imamo. Verjetno to ni ena taka, ni osamljen primer. Kakorkoli, govorili bomo o tem na različne načine, predvsem na konstruktiven način, da lahko naredimo kakšne pozitivne spremembe, recimo. V moji družbi pa danes gost, kirurg in proktolog, dr. Mlakar, pozdravljeni, dobrodošli. Ste slišali, gospa je rekla, da je prišla 1 leto prehiter na pregled. Pol je imela veliko srečo. Ja. Ampak nažalost je mogla še vse glih 1 leto počakati, ne? Ja. Zdaj, vi imate izkušnje tako v javnem zdravstvu, kot zdaj, ko delujete dejansko v okviru zasebnega. Ko ste bili vpeti v javno zdravstvo, kaj ste pravzaprav počeli? Kirurga, ne? Ja, seveda, gledajte, delo samo je čisto strokovna zadeva. Se pravi, ali delaš kot kirurg v svoji lastni kliniki, kot delam sedaj, ali delaš v kliničnem centru. Delo, kirurgija se seveda ne razlikuje. Razlika je seveda v organizaciji in razlika je seveda v financiranju. Pomembno je poudariti, da zasebniki seveda vlagamo zasebna sredstva v zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Se pravi, svoj denar. Točno tako. Se pravi, to je izjemno pomemben doprinos za celo družbo. Mi sami financiramo izgradnjo, recimo, klinike, ambulante, nabavo aparatur. Vse to je seveda en ključen del zdravstvenega sistema danes. Kajti v javnem zdravstvu se vse to financira iz proračuna. In bistvena zadeva je tudi, da kot zasebnik ti sam skrbiš za tudi likvidnost tega podjetja. Kajti če zasebna klinika ali zasebna ambulanta ne bo poslovala rentabilno, se jo bo zaprlo. Dočim pri državni ustanovi izgubo krije država. Tako da to je ključna razlika. In vsak posameznik, ki se odloči za katerokoli samoplačniško zdravstveno storitev, seveda zmanjšuje čakalne dobe pri tistih, ki čakajo v državnih ustanovah na pregled. Verjetno je to najbolj poglaviten razlog, zakaj se nekdo odpravi v samoplačniško varianto k zasebniku, zaradi tega, da ne bo čakal 100 let. Ja, gotovo je to en od razlogov. Drugi razlog pa je, ker se lažje tam odloči tudi in izbere, pri katerem zdravniku se bo dal pregledati. Se pravi, ima seveda izbiro lažjo, da reče, želim točno pri tem zdravniku biti pogledan. Verjetno je tukaj razlika. Zdaj, moj pogled, jaz sicer sem se izobraževala na zdravstveni fakulteti, tudi nekaj časa delala, ampak nimam nič s tem, še vedno ne. Ko gledam, ko razmišljam, zdaj, če imaš ti tam nekega kirurga, ki dela tuk in tuk nadur, zaradi tega, ker niti ni kadra in prideš k njemu, verjetno je neprespan, nervozen,
pač vsakega človeka stres in obremenitve do neke točke pripeljejo, da pač ni glih najbolj prijazen, ne razmišlja glih tako dobro, kot mogoče nekdo, ki si sam dela urnik, pa sam ve, koliko lahko, pa koliko ne. In tukaj pol sploh nima veze, a ima on boljše znanje ali slabše znanje, a je bolj talentiran, a ni bolj talentiran. Tukaj verjetno pride do tega, kjer je manj utrujen. Ja, to je pač utrujenost, je gotovo en faktor, ki lahko vpliva na kakovost zdravstvene storitve. Kako ste vi videli utrujenost recimo svojih sodelavcev, od medicinskih sester do dejansko cele ekipe, ki ste bili del javnega zdravstva? Pa kako vidite zdaj te zadeve? Ja, gledajte, pri vsakem delu je pomemben nek počitek in če ni dovolj kadra, se dela čez mejo. Zdaj seveda tudi v zasebnem zdravstvu moramo vedeti, da prihaja do situacij, ko je treba delati več, ker so tudi tam bolniške, ker so tudi tam porodniške. Se pravi, to ni zdaj idealiziran svet. Ampak malo boljše pa je. Gotovo, da je boljše. Trudimo se, da je boljše. Ampak, če pa rečem glede same kirurgije, bi pa rekel, da seveda kirurg, če hoče biti dober, mora v svojih najboljših letih čim več operirati. Zanimivo. Tale trenutek imamo na telefonski liniji tudi dr. Boštjana Noča, dr. Boštjan Noč, dr. Marko Noč, se opravičujem. Kako vi vidite, kje trenutno vidite največjo problematiko? Vi ste vendarle še vedno del javnega zdravstva. No, mislim, da je slovensko zdravstvo res, bom rekel, na neki prelomni točki. Na prelomni točki? Brez nekih temeljitih ukrepov ne bo preživelo v dobro bolnikov. Osnovni problem trenutno vidim v velikem pomanjkanju zdravnikov na primarni ravni. Skratka, če pogledamo zdravniški del, grozi sesutje na primarni ravni, kar se pa tiče hospitalnega dela, je pa res pereč problem pomanjkanja medicinskih sester in tehnikov. In temu delu pa grozi razsutje zaradi pomanjkanja tega kadra. In že se nekaj časa dogaja, da se posamezni oddelki zaradi pomanjkanja sester zapirajo, ne samo v kliničnem centru, tudi po drugih bolnicah po Sloveniji. Žal so te stvari v javnosti premalo znane. Edina rešitev pa vidimo v tem, da dejansko ta poklic medicinske sestre in medicinskega tehnika naredijo finančno bolj privlačen, ker gre na večini delovnih mest res za težko delo. Hvala za tale odgovor. Zdaj, dr. Noč je vendarle povedal, kader premalega je tukaj dejansko problem. Glede na to, da imate izkušnje iz obeh svetov, kaj pa vi vidite, da bi bila tukaj rešitev dejansko? Dobra rešitev za vse, kar se tiče tega pomanjkanja kadra. Je res tako preprosto, kakor več denarja jim dajte, pa bojo rej pa bolj delali? Denar je samo eden od faktorjev v tej zgodbi. Gotovo so tudi okoliščine, v katerih posameznik dela, torej klima v samem delovnem okolju. A je pri vas bila klima, ki jo imate zdaj v zasebnem, pa prej, ko ste imeli v javnem, je drugačna? Ja, jaz mislim, da je bistveno drugačna. Jaz sem pač direktor svoje lastne klinike in se trudim, da imamo boljše okolje, kot smo ga imeli v... Kaj pa vas je recimo tako motil v javnem zdravstvu? Kaka klima se tam formira? Zdaj mi vidimo uno klimo tam v čakalnici, ki smo vsi nervozni, pa vsi bi radi šli domov, pa ne bi radi bili tam, ne? Ampak kakšna klima je pa med vami, med zdravniki v javnem zdravstvu? Kakšne izkušnje imate? Glejte, jaz imam zelo dobre izkušnje. Ampak tu grozno dobre spet nimate, da ste šli zasebno. Pravzaprav to ni bilo povezano, da ne bi imel dobrih izkušenj, da se ne bi dobro počutil. Ker je pač to tudi povezano s karakterjem osebe. Ni bil to poglavitni razlog, ampak predvsem razlog, da lahko sam kreiraš svoj delovni čas in kaj boš počel. Je pa res, da od tega je že toliko nazaj, da verjetno se je zdaj v teh 10 letih že marsikaj spremenilo.
Mislite, ja, lupate? Slišim, ampak ne bom komentiral. Okej, razumem. Kakšno leto nazaj smo obiskali Bolgarijo, pa smo pričakovali, da to bo vse skupaj malo tak, ne? Pa smo ugotovili, da kar se pa same medicine tiče, zdravstva tiče, da je pravzaprav zelo napredna in da veliko tudi zasebnih klinik in vse te stvari in da tam veliko združujejo tudi neke take drugačne vzhodnjaške, recimo, načine skupaj za pacienta. Opažate ta trend tudi pri nas? Se tukaj kaj premika ali je prisotnega še vedno veliko strahu, kakor, ne, tega se pa mi nismo v šoli učili? Ja, mislim, da je Slovenija glede tega precej zaprta. Namreč ta prepad med komplementarno in pa uradno šolsko medicino je precej velik, zato ker nimamo izobraževanja na fakulteti. Vsaj v mojem času praktično tega ni bilo, oziroma minimalno. Osebno sem se recimo izobraževal iz tradicionalne kitajske medicine, kot študent smo imeli to, bom rekel, možnost v obliki dodatnega izobraževanja. Sem pa seveda za pristaš kombiniranega zdravljenja, kajti veliko je tudi psihosomatskih obolenj danes, veliko je tudi nepojasnenih stanj, pravzaprav, na katere tudi v zahodni medicini nimamo odgovorov. In dobro je, če lahko ponudimo pacientu pač vse, kar je. V osnovi pa je dobro, da je to na nek način kontrolirano, da ni tukaj izkoriščanja, da ni tukaj šarlatanov, ki samo služijo na račun človeške stiske. Tako da bolj organiziran sistem bi si seveda tukaj tudi želel. Odlično, evo, no, to je bilo pa zdaj super slišati. Poglejmo, kaj je povedala doktor Cakova, Maja Angela Cakova, ko smo jo obiskali takrat v Bolgariji, kako je to tam pri njih, kako oni to vse skupaj, kakšen pogled imajo? Конкретно работим с много специалисти от страната, които са свързани тясно с онкологията. Това са хирурзи, с колеги с вътрешни болести, с фармацевти. Доста широка колаборация от лекари. Целта ни е основно пациентите да бъдат обслужени и да останат с добро впечатление от нашата терапия, като попълним всички празноти, които са свързани не само с лечението, но и с емоционалната сфера и да подпомогнем и техните семейства. Съответно, това е свързано и с определяне на начина им на живот след като излезат от химиотерапия. Tole je bilo vezano predvsem na onkološke bolnike, pa vendarle, ta preventiva je tudi eden izmed verjetno dobrih načinov, da bomo imeli manj pacientov. Absolutno, preventiva je ključna in če se navežem recimo na moje področje, kjer se kot abdominalni kirurg ukvarjam predvsem z problemi v zadnjiku, danki, je seveda samo pregledovanje eden od načinov, da spoznamo zadnjikov kanal. Hkrati bi pa poudaril pomen SWIT programa, se pravi programa, ki išče skrite krvavitve v črevesju, da se bi ljudje več tega posluževali. Ker super ste se recimo kratke zgodbe brez nagobčnika ste napisali, zato da ljudje preko zgodb dejansko kaj ugotovijo, pa naredijo kaj preventivnega. Se mi zdi, da je to pravi način, malo kreativnosti, malo zabave, malo bolj zapakirati določene informacije. Absolutno, ker pač eno od področij, s katerimi se ukvarjam, so tudi spolno prenosljive bolezni in na splošno spolno prenosljive bolezni v predelu zadnjika in danke so popoln tabu. In te knjige preko zgodb, ki so povezane z spolnostjo, animirajo na nek način bralca, da malo pomisli o tem, ali bi se pa morda bilo vseeno potrebno testirati.
Bravo. Doktor, noče eno vprašanje za vas. Kako vi vidite izzive, kaj bi vi spremenili, če bi imeli to moč, kaj bi bil zdaj ključen naslednji korak, glede na to, da ste rekli, slovensko zdravstvo je na prelomnici, nekaj se bo moralo zgoditi, sicer bomo prišli do zloma. Kaj bi tukaj dejansko svetovali? Kje vi vidite rešitve? Jaz medicino ne ločujem na medicino, ki se izvaja v javnih zavodih, medicino, ki izvajajo koncesionarji in medicino, ki izvajajo čisti zasebniki, ampak jih delim samo v dobro in slabo medicino. Dobro. In dobre in slabe medicine je vsaki izmed teh treh področji kar nekaj. Tako da osnovna stvar je, kakšen je zdravnik, kakšno je njegovo znanje, kakšna je njegova poštenost in seveda kakšni so njegovi rezultati. Prepričan sem, da plačnik mora tekoče nadzorovati rezultate in ceno, ne pa da se ukvarja z drugimi stvarmi. Tudi če greste v trgovino nekaj kupiti, vas zanima kvaliteta tistega produkta in koliko stane. In kot kupec seveda želiš za čim nižjo ceno, sem boljšo kvaliteto dobiti. Ja. Tako da jaz vidim tle hud problem države, ki dejansko ne ve ali pa noče vedeti, kaj je javno zdravstvo. Javno zdravstvo je zdravstvo za javni denar, ki ga izvajajo bodisi javni zavodi, bodisi koncesionarji, ki imajo za to pogodbo z zavarovalnico. In naloga države je ne, da na vsak način želi vse centralizirati v javne zavode, ampak da gospodarno ravna z denarjem, ki ga zberemo, da davkoplačevalci za bolniške. To pa je, da išče izvajalca, kjer je kvaliteta najboljša in kjer je cena najboljša. To je pa lahko javni zavod ali pa koncesionar. Tako da tle jaz vidim hud problem v razumevanju vsega sistema, predvsem leve politične opcije. Če tega res ne razumejo, ne utihnejo, ne preštudirajo in potem govorijo. Če pa razumejo, ker mislim, da bi mogli na tem mestu, potem ne pa nehajo zavajati slovenskih ljudi. Hvala za tale komentar. Ja, če je klinika tvoja, pol se avtomatsko trudiš, da vso opremo in vse, kar iščeš, da iščeš najboljš, pa vendarle, da ne preplačaš, ne? Absolutno. Če si zasebnik in si sam financiral, ter tudi sam skrbiš za finance, tudi ni rizikov, da bi te kdo podkupil. Tukaj boš dal v prvi plan seveda kvaliteto tistega, kar kupuješ, in ceno in zbiraš samo na podlagi tega. Tako da tukaj ni nekega prostora za koruptivna tveganja. Torej računi so dosti bolj transparentni pri zasebnikih. In če bi zavarovalnica seveda v soglasju s politiko imela prosto roko pri iskanju izvajalcev, bi lahko veliko prihranili. To se je poskusilo že narediti, tako da so recimo za operacijo kile dali razpis in so potem med izvajalci, smo se lahko različni izvajalci prijavili, vsak je dal neko ceno in potem smo v celokupnem sistemu ogromno prihranili. Odlično. In to je tudi, da prihranimo na vsem, predvsem pa na zdravju. Hvala za tale pogovor. Hvala.